Dober večer, dober dan. Ja, dan, ko vas pozdravljamo v večeru. Tako. V večeru Spanskega vrha in danes sva zunaj, kjer nabirava zaloge za zimo, si rekel. Točno tako. In zdaj nam pojasni, katere so tiste zaloge. Vemo, da določene živali, preden pride čas zime, skrbno ali zbirajo hrano v raznih svojih skladiščih, skrivališčih, nekateri živali pa jo naložijo kar pod svojo kožo, zato da lažje preživijo dolge zimske dni, hladne, torej rezerva je potrebna in se zdi, ko smo v jeseni, tu pri meni že sicer bolj pozne jeseni liste je večinoma že odpadlo, da narava naredi vse, da bi se tudi mi okrepili za dolge mrzle zimske dni. Pa ne mislim samo na to, da smo si lahko priskrbeli krompir, čebulo, tisto, kar potrebujemo za telo, ampak narava pravzaprav zažari v takih toplih, sončnih barvah. Ne? Recimo, če pomislimo na bukovje, kako to žari, ne? Z enim samim razlogom, da ko si vzamemo čas in stopimo v ta žar, na nek način pridobimo tisto notranjo rezervo za psihično, če lahko rečem temu, stabilnost, ko bo sivina, ko bo megla, ko bo belina, čeprav belina je tudi spokojnost, ampak mislim predvsem na tisto sivino, ker smo poskrbeli zase. In se mi zdi čas, ki ga še vedno lahko v odtenkih ujamemo. Tu za nami je to robidovje, ki je čudovito v rumenih, rdečih, zelenih, še vedno v odtenkih, da si vzamemo čas in si imamo radi sebe. Torej pomeni, se res tako notranje okrepimo s to rezervo, da bomo potem iz te rezerve, sem rekel, imamo radi sebe, živeli sami in ker bomo imeli v sebi to, bi rekel, še vedno ta odsev svetlobe, bo ob nas svetleje, prijetneje tudi tistim, ki so sopotniki našega življenja. Zato se mi zdi zelo pomembno, recimo, če pogledava ta žar, recimo tega robidovja, ne? Zelena barva je barva, ki počije, ne? Ki odpočije in vemo, čez leto je veliko tega zelenega, potrebujemo počitek, ne? Ko se soočamo s tolikimi obveznosti, s tolikšno aktivnostjo. Ko pa gre narava k počivanju, preden se odpočije, na nek način zažari. V teh toplih barvah, rumena barva, rjava barva, to je stabilnost, ne? To je svetloba, rdeča barva, dviguje to energijo. Vsaka barva, to je valovanje, ne? Barva, to je valovanje, ki valovi k naši notranji resničnosti in samo po sebi dejansko prebuja razpoloženja, ki jih takrat potrebujemo, obenem pa, ker je tega v preobilju, se ustvarja tudi rezerva. Čeprav tudi, ko je zima, ne, je pomembno iti v naravo. Kot sem že prej rekel, belina je spokojnost in ko greš po gozdu, so ta drevesa brez listja kakor stebri. Delujejo kot opora, ne, kot stabilnost. Zato je zelo res, bi rekel, blagodejno za naše notranje počutje živeti v tem sozvočju narave v vsakem letnem času. Ne. Od pomladi, ko vse zažari in zacveti v polnosti življenja, preko poletja, jeseni in tudi zime. Vse ima svoj čar in v vsakem času je tudi tista, bi rekel, naravna podpora, da lažje živimo in lažje preživimo. Ni se dobro zapreti v, bi rekel, škatlo svojega doma, ampak stopiti v naš dom, ki je stvarstvo, ki nas obdaja, ne? To fantastično katedralo. Ne? In ti vedno rad stopaš k potoku? Ja, potok. Z večjimi razlogi. Žuborenje vode, ne? Ko je misel prenapeta, žuborenje vode samo po sebi sprosti napetostne vozličke, tako pravijo strokovnjaki. Zadnji je kapra, nas prišle pogledati. Ja.
torej napetost na vodičke in pa recimo ti lahko odložiš, recimo neko skrb ti odnaša. V enem od svojih del Hermann Hesse, pozabil sem, v katerem opisuje nekoga, ki je doživel res težke zadeve v življenju, kako je prišel k nekomu in je preprosto zrl v vodo, da je voda odnašala. Preprosto voda ima spomin, pravijo, ne? Ohranja spomin, zato vodo blagoslavljamo, ne? Ohranja tisti namen, tisti spomin. In tudi ti, ko to gledaš, ona dejansko te osvobaja, ti odnaša. Žubori, sprošča z zvokom, obenem pa seveda tudi odnaša tista bremena, ki so prevelika, ki jih moramo na nek način odložiti, se razbremeniti, se sprostiti. Potok je res terapija. Sam zelo rad hodim tudi po potoku, tudi po zimi, ne? In se mi je zgodilo takšna užina, kot je tamle, ne? Sem šel po potoku, res minus, sem hodil in mi je zdrsnil in sem padel v vodo in ker sem bolj širok, sem potok zamašil in potem je voda udrla preko mene, ne? Me popolnoma zalila, ampak sploh nisem zbolel, ne? Sicer ne priporočam tega, ne? Ampak zame je res potok voda, življenje in iz tega potoka lahko tudi piješ, ne? Ja, z tega tvojega zagotovo. Ja. Pa še nekaj bi rekel, ne? Listje je po večini tukaj pri meni odpadlo in mi nudi možnost za aromoterapijo. Že kot mali otrok se spomnim, ko sem bil v vrtcu in smo šli na sprehod, sem strašno rad brcal po listju in takrat me je tako dišalo, tisto jesensko listje. Nekdo bi rekel, ja nič, kaj pa, to ni neki von, boljše je umetni parfumi. Ja. Vprašanje, kaj je boljše, umetno ali naravno. Vem, da še sedaj imam rad to hojo po listju, brcanje in sprožanje te naravne aromaterapije, ki je... Ki jo imamo vsi na dosegu roke. Ja, torej, veste, mi v krogu, v katerem živimo, narava v tistem krogu je podporna v odnosu do nas. Tu recimo je več vlage, ker sta dva gorska potoka, ampak tukaj raste tudi tiste rožice, ki zdravijo bolezni, ki bi se morda pojavile zaradi preveč vlažnega ozračja, ne? Kako je na nek način za vse poskrbljeno, ampak mi moramo se vrniti nazaj v to sožitje, v to sozvočje, v to dopolnjevanje. Iz koncepta izkoriščati in pri tem marsikaj, ker ni pošten odnos, marsikaj dejansko gremo mimo, ne? Tega, kar bi bilo za nas vredno in koristno, od izkoriščanja k nazaj v sožitju, v dopolnjevanju, v tisti spoštljivi odnos, ne? Sveti Frančišek Asiški je rekel, zemlja je naša mati, ki nas hrani, ne? In rože, živali, vse, kar nas obdaja, to so naši bratje in sestre, in voda je naša sestra in mesec in sonce. Odpreti se v to, rekel, sestrstvo, bratstvo, v to medsebojno zaznavnost, spoštljivost, v ta fair play odnos in toliko tega nas bo okrepilo, poživilo, tudi zaradi našega poštenega odnosa do stvarstva. Pa veš, kaj še zdravi? Rekla sva, barve, zvok, šum, recimo, ko veter poje, igra skozi vejevje, liste, smrečje, potem sva rekla aromaterapija in dobra druščina. Tudi to. Ja. In iti v naravo v dobri druščini je tisto najboljše. Ja. Ker v življenju, recimo, pa rečemo temu na delovnem območju, se moraš srečevati z raznolikimi ljudmi, ne? Ko greš pa recimo k prijateljem, ne? Greš pa zato, da se odpočiješ, da se umiriš, da se odkrepiš in je takrat zelo dragoceno in pomembno odpirati tudi tiste vsebine, ki nas odpočijejo, ne? Če že prihajamo iz utrujeni, imamo polno glavo, recimo tudi mogoče težkih podatkov, je zelo pomembno, da v krogu prijateljev
odpiramo tiste teme, ki nas umirijo, ki nas sprostijo, ki prebujajo optimizem. Ne? Kajti v konceptu stvarstva je, da na koncu koncev dobro in žlahtno vedno zmaga. Ne gre pozabiti, da je svetloba močnejša od teme in ljubezen je močnejša od zla. Sem pravzaprav bral eno misel, tema je samo pomanjkanje svetlobe in zlo je pomanjkanje ljubezni. Ne? In poiščemo se tisto, kar je ljubeče, kar je svetlo, prijazno, zato da se bomo okrepili in da bomo lažje zmogli soočenje s tistim, kar zahteva več naporov. In kaj bi druga še rekla, kot Iščimo, ja, to, kar je pozitivno, in nabirajmo rezervo za zimske dni oziroma za trenutke, ki so zahtevnejši. Ja. Lep pozdrav. Iz Konjskega Vrha